Kadarkoli na svet priveka večji model katere od premijskih znamk, je treba ušesa in oči obrniti v tisto smer. Pa tudi, če niste fani avtomobilov ali pa v tem primeru Audija, ki je tokrat na jedilniku. Premijskih znamk ni veliko, ampak njihovi modeli so vedno zanimivi in prinašajo kakšno kul tehnično novost, ki jo potem čez dolga leta ponuja tudi večina nepremijskih avtov. Zdaj smo povedali že večkrat, ampak ker vsi vedno ne gledate vsake naše oddaje, komoč še enkrat. Audi je pred kratkim spremenil po 30 letih nomenklaturo svojih modelov, kar pomeni, da imajo električni predstavniki zdaj na koncu sodo številko, bolj klasični z motorji na notranje zgorevanje pa liho. Zato je A4 postal A5 in ta je tukaj ob meni. Oziroma tole je močnejši S5, trenutno celo najmočnejši v ponudbi Avant, ker je karavan. To pomeni, da klasične A5-ice, kot ste jo poznali do zdaj, ni več v ponudbi, ampak ni nobene potrebe po jokanju in obujanju lepih spominov, ker je tudi novi A5 zelo lep za pogledati. Pa še bolj praktičen je. Limuzini se streha proti zadku spusti precej očitno, zato takšen A5 deluje kot prejšnji A5 Sportback, no tole je pa karavan za več praktičnosti, ki je A5 prej sploh ni ponujal. No, da se ne zapletem preveč, jo je pa A4 in tole je njegov naslednik, samo da je 6,7 cm zdaj daljši, zato da je tukaj zadaj za potnike več prostora in prav toliko je daljše tudi medosje. Bomo prostor ocenjevali na testu, tokrat sem se odločil, da vam rajč pokažem najboljše lastnosti tega stroja, ki je v bistvu čisto svež pri nas. Za začetek tole fino notranje okolje, pri katerem izstopa ta ukrivljen in naravnost enormen zaslon. Drži, ta ni nekaj novega, podobne zaslone smo že videli v kakšnem avtu, no mogoče malo bolj poseben pa je tretji zaslon tamle pred sovoznikom in sovoznik lahko med vožnjo v bistvu tudi igra igrice, pa mene to ne moti, ker takrat nas sploh ne vidim, ker je po svoje kul fora. Če pri nekaterih premijskih konkurentih včasih jamramo nad škripanjem in očitno ne najbolj primernimi materiali, tukaj lahko začnem drugače. Audiji so vedno tako dobro izdelani, da se znotraj počutiš kot v tanku. Niti tole ne zaškripajo, če šlatam, pa ti zasloni vedno škripajo, če jih nekdo šlata od zadaj. Tukaj ne, super je. Ko se zapreš sem noter, si med vožnjo v svojem svetu. Pomagajo seveda tudi dvojna stekla in odlična zvočna zatesnitev. Ampak smernike med vožnjo vseeno vklapljajte, ker vozniki Audijev na cesti vse niste sami, samo občutek imate tak. Okay? Vidiš te luči? Hude so kastrele, matrične ledice, jasno. Ampak niti slučajno niso tako hude, kot te zadaj. Ok, te so doplačilne, ampak v tem primeru sploh ne gre več za ledice. Tole so OLED zasloni, kakršne imate tudi na svojih telefonih ali pa na televizijah, če ste seveda malo več plačali pa izbrali najnovejšo tehnologijo. 6 panelov ima skupaj 266 sklopov za osvetljevanje, te je mogoče spreminjati in prilagajati, ker je totalno zakon, pa še res dobro izgledajo. Pri motorjih so zaenkrat v ponudbi trije. En klasični turbobencinski 110 kW moči, pa dvolitrski TDI s 150 kW moči oziroma z 204 konečki, najmočnejši pa je S5 s 3-litrskim turbobencinarjem in s 270 kW moči oziroma s 367 konji. Seveda, vi bi imeli A5, ker za S5 mogoče ni dovolj v denarnici, je pa ta tako krasen, da ga lahko samo priporočim. Ko vozim normalno, je zvok motorja svilnat, prijeten, nič ne cuka, samo uglajeno brunda. Ko želim zmogljivosti, pa se v hipu zbudi in fejs sune, ampak nikoli agresivno in zoprno. In ker je po novem to blagi hibrid z 18 kW elektromotorjem, speljujem v tišini in kakšen meter ali pa 30 tudi prevozim na elektriko. Ja, nova A4 je dobila novo ime in to je zdaj A5. V karavanski ali pa limuzinski različici v obeh primerih dobro izgleda in s pravo opremo bo dejansko izstopal. Pa čeprav pod pokrovom ne bo mogoče tako zmogljiv motor, kot je v tem S5, bo pa navdušil z majhno porabo pri dizelski različici, sem prepričan, da se bo marsikdo odločil ravno za takšno. Z OLED lučmi zadaj bo poseben in dobro viden, kar je dejansko dvojna prednost, ker boste vi bolj varni, pa vem, da vam tudi paše, če z avtom malo izstopate, a ne?